Morda izgleda kot babica, vendar oblasti na Floridi pravijo, da je hladnokrvna morilka. Dajno, dajno. Daj no, kaj se je zgodilo? Susan Avalon je obtožena morilskega pohoda, v katerem naj bi vzela življenje ne le enemu svojemu bivšemu možu, ampak kar dvema. Rekel je, da so kot kaže ujeli njegovo bivšo ženo, ko je šla v Panera Bread in kradla vrečke za seboj. Imamo na novo objavljen posnetek telesne kamere, ki ne prikazuje le trenutka njene aretacije, ampak tudi ključen dokaz, za katerega preiskovalci pravijo, da je pomagal razkriti ta primer. Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Moje ime je Chris Stewart. Morilci so lahko vseh oblik in nikoli ne veš, kaj se dogaja v nekomu življenju ali kaj se dogaja v njihovi glavi. Susan Avalon naj bi nosila tako globoko zamero, da se je na grozljiv način zatekla k nasilju. Z vami bomo na svoj način. My shoulders hurt. To se je zgodilo tik preden so organi pregona izsledili Susan Avalon. Dajno. Daj no, kaj se je zgodilo? V trenutku vam bom pokazal več o njeni aretaciji. A preden pridemo do tega, moramo govoriti o grozoti, za katero je ta ženska obtožena, da jo je storila. Preiskava se začne na miren dan sredi tedna v hiši v okrožju Manatee na Floridi. Ni daleč od Tampe. Manatee County devet kakšen je naslov nujnega primera? Pozdravljeni, sem na. Ne vem, kaj se je pravkar zgodilo. Slišala sem trkanje na vrata, moj oče jih je odprl in zaslišala sem strele. Moj oče je stekel po stopnicah. Prosim, pošljite pomoč takoj. To je 15-letno dekle, ki se skriva v svojem domu nekaj trenutkov potem, ko je bil njen oče ustreljen pri vhodnih vratih. Povedala je dispečerjem, kaj je videla. Bil je kot srebrn kombi, ki je hitro odpeljal in bila je oseba z veliko torbo, v kateri je verjetno imela pištolo. Oseba je nosila siv pulover s kapuco, bili so se nizki, mogoče okoli 5 in potem so rekli, moj oče me kliče. Ja. Spravljaj se v tak položaj. Kličem 112. Rekla sem ti, da ne vem, ali so še vedno v hiši ali ne. Si v redu? Ustreljen sem bil. Se šališ, oprosti. Moj oče je bil ustreljen. V redu, kje je bil ustreljen? Oprostite, kaj? Kje je bil ustreljen? Prsi, hej. Prosim. Kaj je? Na rob? Ljubim te. Kličem 911, ljubim te. V redu, potrebujem, da vzamete čisto suho krpo ali brisačo in jo položite. Položite jo naravnost na rano, prav? V redu. Mokra krpa? Ne, čista suha krpa ali brisača. V redu, kaj lahko naredim? V redu, želim, da jo položiš neposredno na rano in močno pritisneš. Sem Kalifornija. Ja, kje? Kaj je to? Tu delam. V redu, pritiskam. V redu. Samo želim, da še naprej pritiskaš nanj, prav? Je osumljenec še vedno tam? Ne vem. Steci domov. Lahko vprašaš svojega očeta, ali je osumljenec odšel. Videla sem, da je odšel. Je res odšel? Je šel v hiši? V puloverju s kapuco, z masko, s Panera vrečko. Panera vrečka. Nenavadno je, da morilec nosi kaj takega, a to je pomemben namig. Šerifovi namestniki in reševalci so pohiteli v to hišo. Tam so našli očeta klicatelja, 54-letnega moškega po imenu David Scott, ki je bil ustreljen. Tukaj je posnetek preiskovalcev na kraju dogodka. In pravijo, da je medtem, ko se je Scott boril za svoje življenje, preiskovalcem povedal, kdo naj bi ga ustrelil. Vprašanje, ki so mu jih zastavili namestniki šerifa, so: Kdo bi ti lahko to storil? In on reče, mogoče moja bivša žena. Scott je bil odpeljan v bolnišnico, kjer je umrl.
Toda s svojimi zadnjimi vdihi na tem svetu je domnevno policijo usmeril na sled svojemu morilcu, nekomu, za katerega bi policija kasneje izvedela, da je domnevno že ubil nekoga, preden se je pojavila pred njegovimi vrati. In ime te ženske je Susan Avalon. Bila je poročena s Scottom, stara je 51 let. In poleg vrečke panera, poleg osebnega dokumenta žrtve, je klicatelj na 911 povedal, da je tisti, ki je ubil njenega očeta, vozil srebrni kombi. In kaj je naredila policija? Preverili so, katero vozilo je bilo registrirano na Susan Avalon. In to je bil Honda Odyssey, enoprostorec. Barva je bila siva. Policija je kmalu ugotovila, da Susan Avalon domnevno ni ubila le enega bivšega ljubimca. Obtožena je tudi, da je prej istega dne ubila še enega bivšega partnerja. In o tem bom govoril čez trenutek. Ko so se osredotočili na primer v okrožju Manatee, so policisti preverjali, ali je v bližini kakšna poslovalnica Panera Bread. In našli so eno le 1,5 kilometra od kraja zločina. Pregledali so posnetke varnostnih kamer v tej restavraciji. In tam pravijo, da so videli Susano Avalon v notranjosti. Rekel je, da so, kot kaže, ujeli njegovo bivšo ženo, ko je šla v Panera Bread in kradla vrečke za seboj. Daj! Danes, mislim predtem. In to je tisto, kar je osumljenka nosila. To je njegova torba iz Panere. Tako grejo v lokalno Panera Bread poslovalnico, ki je približno 1,5 kilometra oddaljena od kraja dogodka. In tam zagledajo osumljenko. Vstopi v Panera Bread, gre tja, kjer je stojalo za dostavo hrane, kjer Uber Eats in DoorDash prevzemata naročila, vzame nekaj hrane in odide. Ne plača za to. Ni njena. Preprosto se odloči, da bo to njena pot do vhodnih vrat. Imamo bralnik registrskih tablic, ki zazna avto osumljenke. Avalon je bila ločena od Davida Scotta že 11 let. In način, kako je policija izvedla, da naj bi tisti dan ubila še nekoga drugega, je srhljiv. Policija pravi, da so šli v dom Suzane, ki je v okrožju Citrus na Floridi. In medtem, ko so čakali na nalog za preiskavo, da bi vstopili, so jo videli, kako je prišla iz hiše in se usedla v tisti srebrni enoprostorec. In v rokah naj bi imela belilo in krpe. Zato je policija pristopila in jo aretirala. Kaj se je zgodilo? Daj no. Makn se vzem. Zavaruj zadnja vrata, ni problema. Zdaj, kar ne slišite v tem posnetku s telesne kamere, je tisto, kar naj bi po navedbah povedala policiji, ko so jo vprašali, ali je tistega jutra ubila svojega bivšega moža. Tako pridemo do hiše v okrožju Citrus in vidimo njen avto. Avto, za katerega verjamemo, da je povezan s tem umorom. Sedimo in čakamo, da nam pomagajo iz okrožja Citrus. Pišemo nalog za preiskavo, izpolnjujemo vso potrebno dokumentacijo, ki jo moramo opraviti, da lahko vstopimo v to hišo in se pogovorimo z osumljenko. Ona pride ven, ona pride iz hiše z belilom in čistilnimi krpami. Sede v srebrni Odyssey in začne čistiti avto. Približamo se in preiskovalci povejo, da so tam, da bi govorili o njenem bivšem možu. Reče, kateri? Citiram. Kateri? Preiskovalci so v tistem trenutku vedeli le za moškega, na katerega naj bi streljala tistega dne na njegovem pragu z vrečko iz Panere v Braidentonu na Floridi in okrožju Manatee. Tako so se v tistem trenutku spraševali, kdo drug bi lahko bil v težavah, kdo drug bi lahko bil mrtev. Zato so poiskali ljudi, ki so bili blizu Susan Avalon in ugotovili, da morajo preveriti še enega njenega nekdanjega ljubimca. To je bil moški po imenu Tommy Fletcher in živel je v Tampi. Ampak verjamemo, da se je zgodilo to, da je tistega jutra zapustila okrožje Citrus, odpotovala je v okrožje Hillsborough. Ubila je prvo žrtev, ki je njen drugi bivši mož. Prečkala je Skyway in prišla v okrožje Manatee. Odhodila je v Panera Bread, kjer je vzela predmete, o katerih smo govorili, in odšla na dom svojega prvega bivšega moža, druge žrtve. Potrkala je na vrata in ga ustrelila. Ker mora ta namestnik oditi. Mrzlo je. Poskrbel bom, da bo moj zate malo bolj topel, prav? V redu. Kot, dobil bom, res bo slabo, ja? To je v redu. To mi je všeč. Prejšnji vikend sem omedlela, ne vem. That's not last weekend.
Oprosti. Greš, žal mi je, da se je to zgodilo. V redu. Je zdaj malo topleje. Prav zate. Ja, v redu, popolno. Prav. Tako je bila Avalon zdaj v priporu. In čeprav so jo prijeli zaradi domnevnega umora 2 ljudi, se pritožuje, kako mrzlo je na Floridi decembra in kako ji je neudobno, medtem ko jo ta policist pripravlja, da jo odpelje v zapor. Čez minuto bomo pri vas. Sem. Tukaj je, kaj pravi Avalon, ko pride do okroglnega zapora. In ja, še vedno se pritožuje. Čakaj, moram to popraviti, ker je preveč ohlapno. Zdaj, Suzana, potrebujem, da ne premikaš rok. Ne morem ti popraviti lisic, če jih ves čas premikaš. Prav? Tako smo, v redu. Vse je v redu, gremo naravnost tja, ja. Saranki, hvala, to bom naredil jaz. Tam note, lahko položiš roke. Sara. Bo. Majhnega na tej strani ti ga bom prinesla. No, bom pogledala, če imam kje tukaj odejo, da ti jo prinesem. Prav. Ne, to je ena, gremo na drugo luknjo. Pogledati bomo začeli reči. Hodiš naravnost pri meni? Walking straight for me, okay? Prav. Pravim, da je vedno 17. Gremo kar k temu hovanje. Tako, izvoli. Počakaj, ne pozabi poklicati Serža. Ne bom. Smo že noter, v redu. Ja, tukaj sem videla nekaj vode zate. Ostanite z nami za več. Do tebe. Fantje, imate vse. Ja! Ja, gola, bomo videli, če bom katera od drugih pokrila. Je ob strani, prihaja... So, Ti. Lahko pokličeš na moj telefon? Ne, vem, priklopi. Tam je, ja vem, ja. V redu, nekaj je v srcu. Ampak veš... Nisi v mojih knjigah. Ostani mirna, v redu, vse je v redu. Ja.
Ja. Naj grem po svoj telefon, potem pa lahko odpreš vrata. Prav? Ti. Samo boli. Na tej strani imam kup strelnih ran. Zdaj je težko reči, ali Susan Avalon tukaj gleda dol in sopiha, ker se sooča z resničnostjo tega, kar naj bi storila, in dejstvom, da bo obtožena umora 2 moških ter morda nikoli več ne bo svobodna. Ali pa je preprosto neprijetno, ker pravi, da ima zdravstvene težave. To je slika Susan Avalon, ki se pojavi na sodišču v primeru, ki poteka v Tampi. To je smrt Timothya Fletcherja, ki ga je domnevno ubila, preden se je odpeljala v okrožje Manatee in ubila svojega drugega bivšega moža, Davida Scotta. Susana Avalon je obtožena naklepnega umora 1. stopnje. Tožilci v tem primeru so povedali, da nameravajo zahtevati smrtno kazen. Zdaj se pojavljajo vprašanja, zakaj je trajalo tako dolgo, da so organi pregona ugotovili, da je bil Fletcher ubit v Tampi. Želim, da si ogledate ta dokument o priporu pred sojenjem, ki smo ga našli. In piše, da je na isti dan, ko je bil Fletcher ubit, njegov telefon domnevno opravil klic na 911 okoli 12:40 popoldne. Tožilci pravijo, da ko so poslušali ta klic, ki še ni bil objavljen javnosti, trdijo, da se na posnetku slišijo streli, nato pa se klic prekine. Dispečer nato pokliče to telefonsko številko nazaj in ženska se oglasi na telefon, pravijo tožilci. In ta ženska je dispečerju povedala, tukaj ni nobenega problema, samo telovadila je in ni bilo potrebe, da bi poslali policista. Policija je nato preklicala intervencijo in Fletcherja niso našli, dokler ni bila Avalon aretirana naslednji dan, in to šele potem, ko naj bi domnevno ubila še enega moškega v drugi okrožju. Policija v Tampi je o tem povprašala lokalna televizijska postaja 10 News iz Tampe in policija v Tampi stoji za svojim dispečerjem. Pravijo, da dispečer ni opazil, da bi bilo kaj narobe in da so sledili protokolu. V primeru okrožja Manatee se Avalon sooča z obtožbo umora 2. stopnje s strelnim orožjem. Ta obtožba ne dopušča smrtne kazni. Torej tožilstvo v Tampi, okrožje Hillsborough, si še vedno prizadeva za smrtno kazen proti Susan Avalon. Ti primeri so še vedno ločeni. Zdaj je jasno, da obstaja povezava, ki sega več let nazaj med Susan Avalon in 2 moškima, ki naj bi jo ubila. Zato se morate vprašati,
Ali so bili kakšni opozorilni znaki? Kaj, kar bi lahko nakazovalo, da je ta ženska domnevno želela uporabiti nasilje in bi to storila na tako grozljiv način, sredi dneva, sredi tedna? To smo našli na njenih družbenih omrežjih. Malce smo raziskali in si ogledali javne Facebook objave Suzanne Avalon in bila je aktivna. In čeprav te objave niso del uradne policijske preiskave, se zdi, da razkrivajo osebo, ki se spopada z globoko jezo, izdajo in željo po novem začetku. Torej, objave, ki smo jih našli, segajo več let nazaj. Julija 2020 smo ugotovili, da je Susan Avalon očitno iskala pravno ločitev. 8. julija je objavila v Facebook skupini, citiram: "Prosim, priporočite odličnega odvetnika za ločitve. Sodnik mi je že odobril trajno prepoved približevanja zaradi zaščite pred družinskim nasiljem." Zdaj, trajna prepoved približevanja zaradi zaščite pred DN, kar pomeni družinsko nasilje. Torej, le nekaj dni potem, 13. julija 2020, se zdi, da se je Suzana osredotočila na svoje ime. Objavila je še eno vprašanje, v katerem je iskala nasvet o tem, kaj bi sodišča dovolila. Citiram: "V kaj so vam sodišča dovolila spremeniti ime? Rad bi popolnoma opustil svoj priimek in uporabljal samo svoje ime in srednje ime. Če tega ne bodo dovolili, pa novo priimek, ki ga izberem, ali celo prejšnji poročni priimek." Zdaj bomo malo preskočili naprej. 5. oktober 2020. 5. Približno 2 meseca pred streljanjem je objavila grenko razmišljanje o izdaji, tokrat na drugem računu. Rekla je, citiram: "Res je neverjetno, kako lahko nekomu daš vse in narediš zanj stvari, ki jih zanj ne bi naredil nihče drug. In potem se obrnejo in te brcnejo v trebuh ter zabodejo v hrbet. Če jaz pazim nate, bi moral tudi ti paziti name. In če ne, boš nekega dne gledal, kako odhajam. Ravno takrat, ko boš spoznal, kaj si imel." To je res presenetljivo. A morda je najbolj presenetljiva in odkrito rečeno srhljiva objava, ki smo jo našli. To ni statusna posodobitev o ločitvi ali izdaji. Pravzaprav gre za izvirno pesem, ki jo je javno delila. Pesem ima naslov Pekel za plačilo. V njej opisuje srečanje s hudičem v otroštvu, ki pove, da svet pripada njemu. Pesem se ukvarja z izbiro med lahkim, kompromitiranim življenjem in težkim, pravičnim življenjem. Tukaj je del te pesmi, ki jo je očitno napisala Susan Avalon. Citiram: "Videla sem obraz hudiča. Rekel je, da me nikoli ne bo pustil pri miru. Nikoli ne bom sama. Lažje je preprosto popustiti in pustiti, da ima hudič svojo pot. Tvoje življenje na zemlji bo lahko, a za to boš moral plačati v peklu." Še enkrat želimo poudariti, da organi pregona niso povedali, da so ti zapisi neposreden dokaz za motiv v tem primeru in uradno niso del kazenskega preiskovalnega spisa. Organi pregona javno niso povedali, kaj menijo, da je bil motiv, da naj bi Susan Avalon ubila ta dva moška, niti zakaj je izbrala tisti dan in tisti čas za izvedbo tako domnevno grozljivega zločina. Kar zadeva njen naslednji nastop na sodišču, se te primeri še vedno nadaljujejo. V primeru okrožja Hillsborough, kjer zahtevajo smrtno kazen, ima Suzana Avalon statusno obravnavo 9. julija. V okrožju Manatee se mora vrniti na narok za vodenje postopka, obravnava bo 30. julija. V nobenem od primerov še niso določili datuma sojenja. To je vse za oddajo Na primeru, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju, zdaj pa nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Moje ime je Chris Stewart, se vidimo naslednjič.